Lepo pozdravljeni po kar nekaj časa. Malo umika teh brezplačnih vsebin, ampak zdaj jih bo več, zato ker smo veliko morali delati na zdravju, to je bilo najbolj važno. Evo, zdaj je, novo leto, čaka se silvestrovo in je prazna luna, pa bi mogoče eno hitro zadevo povedala, drugače se res veliko dogaja in na finančnem področju in kripto in, skozi spremljam stvari, malo sem razočarana, stvari grejo v smer, kamor jaz nisem predvidevala, da bi lahko šle. Sem se pa zelo veliko naučila in to bom tudi seveda delila z vami, a ne, pač predvsem pa zdravje. Torej v letu, zdaj bi povedala eno zelo pomembno stvar, in sicer danes še delam, prostovoljno pomagam ljudem na liniji, čisto vsak dan, še najbolj čez praznike in takrat, ko, drugi ne delajo in ko so drugi na dopustih, na vikendih. V bistvu, sem jaz na liniji in pomagam ljudem, da grejo čez svoje stiske, da se naučijo določene stvari, da spoznajo določene stvari, da usmerijo, svojo voljo, svojo energijo, svojo namero v cilje, v prihodnost, v sedanjost, v prihodnost, da si popravijo življenje in da jim stvari delujejo veliko boljše. To so področje po navadi odnosov, družine, financ, služba, delo, samozaposlitev, podjetništvo, podjetje, prodaja, odnosi med ljudmi nasploh, tim, kaj me še ljudje sprašujejo. Ja, v bistvu veliko je tudi takih, ki so v duševnih stiskah, vedno bolj, a ne, sploh finance in osebni odnosi je največji problem in pa zadnje čase zelo veliko ljudi kliče zaradi zdravja. Ali bo boljše, kako, na kakšen način v bistvu si izboljšati in seveda tukaj lahko pomagam. Zdaj pa eno zelo za silvestrovo zelo konkretno navodilo vsem, ki mi sledite in ki boste še videli ta video, kaj je razlika med željo in kaj je namera, a ne. Zelo veliko ljudi mi pravi: "Ja, jaz imam, res veliko željo in se mi ne uresniči." In jaz vedno rečem takole: želja se nikoli ne uresniči. Želja je želja. Želim si, da bi bilo. Ampak v želji ni nobene konkretne namere, v želji ni konkretnih korakov. V nameri pa to je. Tako da jaz vedno ljudi usmerjam, ne od okolja, torej vesolja, angelov, sebe, pač ne pričakovati, da bo se samo od sebe uresničilo, ne prositi, ker prošnja, želja pomeni nezaupanje. Ker ljudje, ki zaupajo, nimajo želja. To je težko razumeti, sploh v teh časih prazničnih. Ampak je treba razumeti, želja se ne uresniči, želja ni namera. Želja je, da ne zaupaš, želja je v bistvu vir pomanjkanja. Da ti nekaj manjka in ne verjameš, da to lahko dobiš. Namera, torej danes se naučite namero, a ne, torej ne si novoletnih želja obljubljati, prisegati, ne vem kaj, ampak dajte si eno jasno namero, do največ 3, ki jih boste izpolnili v letu 2025. Jasna namera pa je lahko, da sem v poklicu boljši, takšen in takšen. Potem jasna namera je lahko, hočem, ne želim si, hočem imeti, ne prosim,
hočem imeti dobre odnose v družini s partnerjem ali pa hočem imeti takega in takega partnerja in je treba jasno, jasno definirati, kakšnega točno, a ne, in tak bo prišel. Hočem imeti toliko in toliko denarja ali hišo, avto, za jesti, zdravila, oblačila, ne vem, pač drva, ogrevanje, ne vem kaj, konja, psa, nekaj, a ne. Hočem to imeti in jasno definirati, kaj. In potem morate namero pustiti na miru, ne. Ne vsak dan: želim si ne, to takoj v bistvu ste povedali vesolju: "Okej, jaz tega ne rabim, jaz si ne zaslužim, jaz si ne zaupam." Torej zaupanje. Moja nova blagovna znamka se imenuje Alfa Val in pač skozi to v bistvu zdaj pomagam ljudem, a ne, se počasi razvija. Tudi vi pridete do tega, se vzpostavlja nova spletna stran. V glavnem, torej namera, jasna namera, kaj hočete, in potem jutri, ko je prvega in vse dni 25, samo zahvala, da to že je. Hvala za dobre odnose. Hvala za toliko in toliko denarja, hvala za hišo, hvala za psa, hvala za obleko, hvala za hrano, hvala za zdravje, ne. Tudi pri zdravju nameravam, moja namera je, hočem biti zdrav ali pa hočem biti vitek, hočem biti lep. Tako, v tem smislu in potem delati korake in sprejemati, biti odprt, biti miren, v Alfa Valu, miren in sprejemati, kot da je to samoumevno, kot da je to že tukaj, kot da je že prišlo do nas in, zaupati in zahvaliti se. Pač ko pa pride, pa pride in se takrat res orenk zahvaliti in to je to. In dati drugo namero, večjo, boljšo, močnejšo namero, a ne, in tako človek raste. Tako da, se pravi, leto 24 na prehodu v leto 25, dajte se naučiti v bistvu namesto želja dati si namero. Lahko mi v komentarju spodaj napišete, kakšno namero ste danes do 3, naredili v svojem življenju, pa bomo naredili revizijo potem na koncu leta 25, pa da vidimo, kaj se bo zgodilo. Zdaj, moje namere do zdaj so se, 99,5% uresničile. Tiste, ki niso bile zelo jasne, zelo iskrene, se niso uresničile, na tem pa še delam, ne. Želje se mi pa niso uresničile, ne. Zdaj, če je bila pa želja prerasla v jasno, resno namero, da sem imela poln kufer tistega, da ne dobim, potem se je pa to uresničilo, ne, se pravi, ampak se ni uresničila želja, ampak namera. Tako da vam želim vse dobro, vse krasno, srečo, kar si želite, ne želite, kar nameravate v življenju, kar rabite, in, zdravja obilo novo leto 2025. Čavči, čavči.